glasbene novičke iz Slovenije. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Glasbene novičke iz Slovenije. V tej novembrski oddaji po telefonu, seveda časom primerno, gostim pevko, avtorico, sicer pa tudi profesorico glasbe in saksofona Ano Šimenc-Kugler. Živjo, Ana. Živjo, lep pozdrav. Kako se kaj imaš v teh deževnih dneh? Ja, aktivno, ves čas, aktivno. Ni počitka. Ni počitka. Ana, svet slovenske glasbe je majhen, zato se vsi med seboj že kar dobro poznamo, ne? Naju pa še posebej veže ena dolga prijateljska in pa tudi službena vez, saj sva sodelavki v glasbeni šoli Litija Šmartno, ne? To bi bil greh, da ne poveva, ne? In, ja, in od nekdaj si aktivna, tudi v prostem času, koliko te poznam, ne, oziroma neslužbenem, z Enosom Kuglerjem, ki je, by the way, tvoj mož, ne, in naš domačin, izhaja iz Brežic. Poleg družine seveda ustvarjate tudi glasbo in zase in tudi za druge izvajalce. Kako sta se pravzaprav spoznala? Vaju je glasba tudi povezala? Ja, tudi tako naj je glasba povezala. Skupaj smo šli na en seminar v Celovec, kjer je predaval en zelo slaven bobnar. In je to eno pa seveda zanimalo, to je bil Jimmy Cobb. In potem smo res imeli celodnevno druženje, zvečer je bil še njegov koncert, spravi ta gospod Jimmy Cobb je z eno zasedbo avstrijskih profesorjev je nastopal in smo se res imeli čas podružiti, no, potem smo pa to druženje nadaljevali še naprej v noč v Ljubljani in ne, pač veste naprej, ne, kako se potem spletajo vizije. Lepo, no, vem, da sta glasbeno povezana, seveda in zasebno. Pa daj nam še sama povej, kaj več res o tvojih začetkih, v bistvu, kaj te je pritegnilo, da si se vrgla glasbo profesionalno in pa tako. Mislim, jaz nisem nikoli razmišljala, da bi bila karkoli drugega. Pač od 8. leta naprej, ko sem prvič zares za klavir prijela, je to tisto, kar počnemo, ne. Tudi, ko mi je učiteljica dala kaj zavaditi, jasno, ne, je bilo meni bolj fajn kaj drugega igrati, ne. Jaz sem poslušala glasbo na radiju, pa sem šla za klavir, pa sem probala, kako se to zaigra, pa kaj bi kaj zraven pasal. Pa sem začela tako v bistvu igrati popularno glasbo že v zelo zgodnjih letih, ne. Potem me je pa to vedno bolj vlekel in ne vem, nekako je potem v najstniških letih do mene prišel tudi saksofon, ne. Tega še sama nisem prišla do konca, kako sem se sploh odločila, kaj me v bistvu tisto, kar mi je dal to odločitev, ne, da vzamem saksofon v roke, ampak ko sem začela saksofon igrati, sem vedela, da to je to, tukaj je svoboda, ne. In se začutila, da imam ta pravo sredstvo izraza, ne, v rokah in ja, to ekspresijo sem nekako mogoče pogrešala pri klavirju, ki sem jo tukaj pa dobila, ne. Potem se je pa začela ta pot mogoče malo bolj svobodnjaške glasbe, če lahko rečemo, ne, ki moraš vedeti, kaj počneš, pa še vseeno si zelo, zelo svoboden, pa tako, pač v tem duhu peljem svojo glasbo naprej, tako ali pa drugačno, vokalno ali pa instrumentalno. Vse to imam zelo rada in vse to počnem ves čas, no. To je tudi razlog, verjetno, zakaj si po končani akademiji za glasbo v Ljubljani nadaljevala študij tudi na jazzu, ne? Na jazz akademiji v Celovcu. Kdaj si pa pričela s prepevanjem? Ja, tudi tukaj težko reči dan pa uro, ne, po moje res ob rojstvu, če moja mama vprašate, sem se zbudila v mali postelci in pela, ne, tako kot zdaj moja hčerka, ta mlajša, to je ni nobena stvar ne ustavi, ne, in to je zelo lepo in zelo točno in tako prav čudimo se vsak dan in tako zelo bojete z mano, no. Tako da je pač te faze petja, ne petja so se menjavale ves čas, ne, en čas je bil bolj v spredju inštrument, en čas bolj vokal in to je še zdaj, se mi zdi, vse je del mene in en čas je bolj ena stvar v spredju, v drugem obdobju pa bolj druga, ne. Tako da, ja, brez nobene ne bi mogla, no. Lep odgovor. Kot vem, si tudi aktivna že dolga leta, tudi, ne vem, spremljevalne vokale, verjetno prepevaš raznim drugim izvajalcem, ne? In že kar nekaj skupin sta skupaj ustvarila z Enosom, če se ne motim.
Nam je predvsem znana skupina Sara, ki jo kar pogosto vrtimo in jo poslušalci Radia Brežice EU tudi dobro že poznajo. Hvala. No, tokrat si se pa odločila preizkusiti še v bolj zabavnih vodah, ki dišijo že na country. In predvsem si naredila en korak naprej, ne? V bistvu si se odločila, da se ne boš več skrivala v skupini, ampak si se izpostavila sama. Pa mi povej, kakšen je pa občutek, ko za imenom Ana stoji samo Ana in ne še neki dodatnih članov, je kaj drugače? V bistvu ni, ne. Jaz sem imela že kvartet, ki sicer je pač srednji džezovskih navdušencev poznan, ampak ta krog je res majhana, ne, nažalost. Sem imela Ana Šimans kvartet, ki sem ga vodila 12 let, tako da meni ni tuje biti s svojim imenom spredi, ne. To mi ni, ampak zdaj pa ta Ana kot Ana, ki je zdaj, ne, tle pa res pišem tudi besedila res iz svoje najgloblje duše, no, tako če rečem, čista mene, zaprašene kote, mogoče nekih stvari, ki so se čez leta ali pa v zadnjih letih bolj nabrale, no, in dajem res 100% sebe ven, ne. Tudi vokal sam se mi zdi, da mogoče, da bolj pove in pokaže, kako čutiš, a ne. Tukaj sem res mogoče še bolj v spredju, kot pa Ana Šimans kvartetu, no. In mogoče si, oziroma po vsej verjetnosti si ugotovila, da se v tem stilu, tej country glasbi še bolj lahko izražiš, ne? Ja, to, ko smo snemali to prvo skladbo, ki je zdaj že zunaj, ta Pink Glasses, in je, čisto mimogrede, je predelava moje stare skladbo. To je bil pravzaprav poskus, kako nam kaj country gre, ne. Zbrali smo skupaj krasne glasbenike, če omenim, to je tudi vrš sokrajan, Zoran Čalič, kitarist Slavnik Mike, in Žiga Stanonik, stalen član skupine Hell Beatles Tribute Band, benda, pa poleg tega seveda Enos, ki je upravil res ogromno delo, ne. Ta komad je začetek, no, šele tega projekta, ne. Zdaj ostale so potem res bolj tiste, ki so iz tega časa, Pink Glasses je star, je iz 2008, ne, se pravi, že kar precej star komad. Ampak je preoblečen, ne? Preoblečen, seveda, preoblečen. In ko je enkrat zaživela inštrumentalna podlaga za to moje petje, ki sem se postavila pred mikrofon, sem res prvi začutila, kako je fino pet, kako je to lepo pet, ne. Tako se res nisem še nikoli v življenju počutila, ne. Tako da tle se mi zdi res našla en nov teren, ki mi je res fino, no. No, super, in sliši se. Uživala v tem. In sliši se krasno. Ne smemo pa verjetno pozabiti na tvojega tonskega mojstra, ne, ki pa tudi je največkrat pa kriv, da se lahko v studiu slišimo dobro, ne. Verjetno ni Enos samo odigral bobne, ampak je tudi sproduciral in naredil aranžma za skladbo, ne? Tako je, tako. On je aranžiral, odigral precej inštrumentov, ne samo bobne, ne. Naredil mix, master pa smo dali potem enemu drugemu paru ušes, ker je to precej zdravo, da še nekdo drug svežimi ušesi to naredi, in je naredil Marko Kopanec, ki sicer počne to za band Fat Horses. No, in če se ne motim, je tvoj Enos v nekih delih zapel tudi back vokale, ne, pre Pink Glasses. Ja, tako je. Ugotovili smo, ne, da je fino, če ne podvajaš svojega lastnega glasu in ta žensko-moška vloga, tudi v samem countryju zelo veliko prisotno to, da imamo parčeka, ne, in da se barvi povezujeta, ne. In razširi zvočno sliko, ne. Tako je. No, še eno vprašanje sem hotela ti podati, in sicer v angleškem jeziku je skladba. Kako to? A ciljaš na tuje trge ali so slučajno besede tekle v angleščini? Res je, tako je, kot si nazadnje rekla, besede so tekle v angleščini boljš, zdaj ta komad še enkrat je star komad, ne, in besede so tudi v bistvu ostale enake, kar pa se tiče komadov, ki prihajajo, prvi od teh izide v ponedeljek 1. decembra, to je sreda,
je res kmalu, ja, in se zelo veselim. Vse ostale skladbe so tudi v angleščini. Ne vem zakaj pravzaprav, ker res prihajajo v mojo glavo v angleščini in ne morem se siliti pisati v slovenščini, čeprav bi to nekateri zelo želeli. Sam naj mi oprostijo. Ne moram reči. Danes je angleščina zelo popularen jezik in sem prepričana, da večina nima z njim težav. Ampak vseeno, za tiste poslušalce, ki pa mogoče angleško ne znajo, nam povej, kaj pa vidiš skozi svoja rožnata očala v tej skladbi? Kaj vidim skozi rožnata očala? Vidim eno zapreskanost in zacopanost in neko srečno občutje, ki imaš občutek, da moraš vsakmu še malo tega lepega dati. Vsakmu, ki ga na cesti srečaš, bi rad dal malo tega, če slučajno nima, izvoli, naj ti polepšam dan. Tako, v tem smislu. Ja, lepo si to povedala. Nič, Ana, pa najbolje, da prisluhniva skladbi, o kateri še čas govoriva. V etru imamo tudi že kar nekaj časa. Sem prepričana, da je poslušalce tvoja odlična interpretacija in zelo nalezljiva melodija v tej skladbi hitro osvojila. Ana, hvala za pogovor. Najlepša hvala za povabilo. Sicer pa december se bliža, ne? In zato se spet kmalu slišva z novo skladbo, ne? Se veselim. Hvala enako. Lepo se imej, hvala za povabilo. No, tokrat pa, dragi poslušalci, za konec te oddaje Pink Glasses in Ana.